Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o potrebi po specifičnem izražanju, po natančnem opisovanju okoliščin, zato ker tisti, ki zelo posplošeno govorijo in opisujejo dogodke v svojem življenju, so potem zelo prikrajšani za realno predstavo o tem, kaj se dogaja v njihovem življenju. In vsi voditelji na svetu, razni direktorji, generali, vsi, ki so na vodilnih mestih, morajo paziti na to, da so usklajeni z resnično realnostjo na tem svetu, da nimajo nekih nerealnih predstav o tem, kako zadeve izgledajo, ampak da zelo podrobno razumejo situacijo. Običajno povprečen človek zelo tako posplošuje v življenju, se mu nekaj zgodi in potem je jezen na situacijo, recimo, da je recimo oseba prodajalec in zavrti nekaj telefonskih klicev in potem se nobena stranka noče oglasiti. In potem reče, danes pa nihče noče dvigniti telefona. Torej, ta beseda nihče je zelo posplošena beseda in zajema vse ljudi na tem svetu. Če pa smo specifični, lahko rečemo, oziroma ta oseba bi lahko rekla, danes sem poklicala 5 ljudi in 5 ljudi se ni oglasilo. Torej, to so realne številke, dejanske informacije, ki precej drugače prikažejo sliko okoliščin. Priporočljivo je torej, da ko komuniciramo v svojem življenju, ko analiziramo situacijo, da ostanemo pri eksaktnih podatkih, da se vprašamo točno, kaj se je zgodilo, točno, kdo je to storil, točno, kakšno število oseb je bilo vpleteno, točno na katerem mestu, točno ob katerem času. To so zelo pomembne življenjske lekcije, ki omogočajo človeku, da stvari ne napihuje, da jih ne enači, da ne projiciraš preteklih dogodkov v sedanjost, ampak da se zavedaš, da je vsaka situacija, vsak dogodek nekaj posebnega, nekaj enkratnega in ga je kot takega potrebno tudi obravnavati, če želimo, da smo usklajeni z 100% realnostjo. V trenutku, ko pa začnemo ljudi in dogodke in podatke jemati zelo ohlapno, potem pa zapademo v samoprevaro, v laži. Ker če delujemo na osnovi netočnih, nespecifičnih podatkov, potem so ti podatki v bistvu neresnični in začnemo delovati na osnovi laži. In tudi pri opazovanju samega sebe, pri opazovanju notranjih miselnih procesov je potrebno, da smo zelo
specifični. Da pogledamo, kakšne misli se nam ustvarijo v glavi, iz katerih besed so sestavljene, kdaj smo neko prepričanje sprejeli v sebe, od koga smo to prepričanje sprejeli, čemu oziroma zakaj, kaj smo predvidevali, da bomo dobili, kakšno korist, če bomo to prepričanje imeli v sebi in živeli na osnovi tega prepričanja, in ali je to prepričanje usklajeno z realnostjo. Kajti, kadarkoli čustveno reagiramo, je to dokaz, da imamo v sebi neko prepričanje, ki je nerealno, ki nam ne omogoča sprejeti realnosti, torej univerzalne fizične realnosti, take, kot se nam prikaže v tem trenutku. Ampak imamo neko drugačno predstavo, neko nerealno, idealno predstavo, verovanje, prepričanje. Potem je pa ključno seveda, da take nerealna prepričanja, da odstranimo iz sebe. Vse te stvari, kako biti specifičen v svojem življenju, kako zaznati misli, ki nam jih proizvaja naš ki nam govori, da ni potrebno biti specifičen, da je dovolj, da stvari posplošujemo. Takšne misli je potrebno takoj ugotoviti in da postanete pozorni na take miselne procese, na sabotiranje našega lastnega vam priporočam brezplačni uvodni spletni tečaj DIP Lite. Povezavo do njega najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za poslušanje in nasvidenje.